V tej četrti epizodi Prelomnic se poglobimo v skrito vojno v Donbasu, spopad, ki ga je Rusija zanikala, medtem ko ga je iz ozadja usmerjala. Sledili bomo, kako se je vojna odvijala, kaj sta obljubljala sporazume iz Minska, pa nista izpolnila, in kako je Ukrajina izgubila priložnost, da bi s priznanjem pravic rusko govorečim omilila napetosti, ter kako je Moskva uporabila Donbas kot vzvod, da bi Ukrajino ohranila razdeljeno in geopolitično nevtralizirano. Začnimo. In kot vedno, če so vam takšne vsebine všeč, se naročite, sploh zato, da ne zamudite zadnje prihajajoče epizode. Po priključitvi Krima je Kremelj zatrjeval, da nima več načrtov glede Ukrajine. A na vzhodu so zamaskirani možje zasedli upravne stavbe, čez noč so vzkliknile oborožene skupine in začela se je vojna, za katero je Rusija trdila, da gre le za krajevni upor. V resnici je šlo za začetek zamrznjene posredniške vojne, ki bo postavljala temelje za novo delitev med Evropo in njeno prostrano vzhodno sosedo. Spomladi leta 2014 so se v Donjecku in Lugansku pojavile skupine, ki so razglasile ljudski republiki. Med njimi voditelj je bil Igor Vsevolodovič Girkin, bolj znan po vzdevku Igor Ivanovič Strelkov, ruski vojaški veteran in nekdanji pripadnik zvezne varnostne službe doma iz Moskve. Girkin je imel že odločilno vlogo pri organizaciji ruske priključitve Krima, nato pa se je v Donbasu pojavil kot eden glavnih snovalcev oboroženih skupin v samoklicani Doneški ljudski republiki. Sprva je Kijev skušal ponovno vzpostaviti nadzor s protiteroristično operacijo. Toda slabo opremljena ukrajinska vojska je hitro naletela na odpor. Kmalu so se pojavili močno oboroženi možje, opremljeni z naprednim orožjem, ki očitno prihajajo z druge strani meje. Do poletja so v Ukrajino začele vstopati redne ruske enote, pogosto preoblečene v prostovoljce. Ključni spopadi, kot sta bila Ilovajsk leta 2014 in Debalceve leta 2015, so pokazali, da brez neposrednega ruskega posredovanja separatisti ne bi zdržali in ne bi zadržali svojega ozemlja. Človeška cena je bila ogromna. Do leta 2021 je v spopadu umrlo več kot 13.000 ljudi, med njimi so bili mnogi civilisti ujeti med spreminjajočimi se bojnimi črtami. Svetovno pozornost je vojna pritegnila 17. julija 2014, ko je nad Donbasom padlo letalo družbe Malaysia Airlines let MH17. Preiskovalci so pozneje potrdili, da je bil uporabljen raketni sistem, ki je prišel iz ruske vojaške brigade. Umrlo je skoraj 300 ljudi, večinoma državljanov Evropske unije. Ta tragedija je razblinila moskovsko pripoved o zgolj krajevnem uporu in poglobila zahodne gospodarske sankcije. Za mnoge v Evropi je bil to dokaz, da ima prikrita ruska vojna svetovne posledice. Da bi ustavili spopade, so potekala pogajanja, ki so prinesla dva dogovora. Minsk 1 septembra 2014 in Minsk 2 februarja 2015. Posredovali sta Francija in Nemčija. Dogovora sta vsebovala nekaj ključnih točk: takojšnje prenehanje ognja, umik težkega orožja iz bojne črte, izmenjavo umetnikov, obnovitev ukrajinskega nadzora nad mejami ter ustavne spremembe, ki bi Donjecku in Lugansku priznale poseben položaj. Minsk 2 je določal tudi izvedbo krajevnih volitev po ukrajinski zakonodaji in pod mednarodnim nadzorom. Na papirju so dogovori ponujali pot naprej, a v praksi nobena stran ni v celoti izpolnila obveznosti. Premirja so bila razglašena in prekršena že po nekaj dneh. Težko orožje se je umaknilo in se kmalu spet pojavilo. Najpomembneje je, da je Moskva sporazum Minsk 2 videla širše od vojaških določil. Zahtevala je, da Ukrajina Donbasu podeli poseben položaj in široko samoupravo, ja ga hkrati ohrani znotraj svojih meja. Tako bi lahko Rusija prek svojih posrednikov vplivala na ukrajinsko politiko od znotraj in dejansko zavirala Kijev pri približevanju Zahodu. Donbas je bil že tedaj najbolj prorusko območje Ukrajine, zato ga je bilo koristno ohraniti v državi, da bi uravnotežil prozahodne sile in zagotavljal vlogo Ukrajine kot blažilca med Rusijo in NATO. Donbas
se je vse bolj vključeval v ruski prostor. Od avgusta 2015 se je na primer že uporabljal ruski rubelj in ne več ukrajinska grivna. Njegovi prebivalci pa so se vse bolj oddaljevali od Kijeva. Do te mere, da je ukrajinska oblast poznala, da je politično varneje, če ostane ločen od preostale države. Rešitev iz Minska je bila preohlapno določena in je obema stranema dopuščala izgovore, da je ne bi izvajala. Za Kijev je bila ponovna vključitev Donbasa v takšni obliki, torej kot ruski izpostavek, nesprejemljiva. Za Rusijo pa je bil to način, kako Ukrajino geopolitično onesposobiti, ne da bi jo morala v celoti obvladovati. Ponovna vključitev Donbasa je tako postajala vse bolj v ruskem in ne v ukrajinskem interesu. Ukrajina se je začela vse bolj nagibati k zahodu, zato se je zastoj začel obračati proti interesom Moskve. Ves čas je Moskva zanikala, da bi bila vpletena v boj. Predstavljala se je kot posrednica, čeprav so rusko orožje, vojaki in častniki odločilno vplivali na vsako bitko. Separatistični republiki sta ustvarjali vzporedne ustanove, sodišča, policijo, šole, vse pod ruskim vodstvom in z ruskim denarjem. Nobena stran se ni resno trudila priznati in spoštovati obeh kulturnih svetov, kar bi lahko zmanjšalo del napetosti. Za Kijev je bila edina sprejemljiva istovetnost ukrajinska in ni želela sprejeti potrebe po priznanju pravic ter enakovrednosti ruskemu jeziku, ki je vendarle bil in še danes je močno prisoten v državi. Za Moskvo pa je bila edina prava identiteta ruska, saj Rusija ni skrivala stališča, da je Ukrajina zgolj pokrajina nekdanjega ruskega cesarstva in da je ukrajinščina le drugorazredni jezik ali celo poljsko zveneče narečje ruščine. Medtem so zahodne vlade povečale podporo Kijevu. Združene države in Evropska unija so uvedle sankcije, ki so se postopno širile, medtem ko je NATO okrepil svojo prisotnost v vzhodni Evropi. Do leta 2017 so ZDA začele Ukrajini dobavljati tudi bojno orožje, med drugim protitankovske izstrelke Javelin. A kljub sankcijam in pomoči se vojna ni nikoli končala. Spremenila se je v evropski zamrznjeni spopad, kjer so bojne črte nadzorovali opazovalci OVSE, občasni izbruhi nasilja pa so svetu znova pokazali, da kriza še zdaleč ni bila razrešena. Za Rusijo je imela zamrznjena vojna jasen namen. Preprečevala je, da bi se Ukrajina pridružila NATO ali se v celoti vključila v zahodne povezave. Dokler vprašanje Donbasa ni bilo rešeno, je bila ukrajinska prisotnost talka moskovskega vpliva. Ta načrt je bil podoben tistemu, ki ga je Rusija že uporabila v Moldaviji, kjer ruske sile v odcepljeni pokrajini Pridnestrije že desetletja omejujejo geopolitično svobodo Kišinjeva. V obeh primerih je bil majhen zamrznjen spopad dovolj, da je cela država ostala ujeta v negotovosti. Vojna v Donbasu je pokazala, da Rusiji ni treba neposredno osvojiti soseda, da bi obvladovala njegovo usodo. Dovolj je bilo, da je ohranila del Ukrajine v svoji senci in Kijev je ostal ujet med vzhodom in zahodom. Toda ta zastoj se je začel obračati proti ruskemu interesu, saj se je Ukrajina vidno odpovedovala Donbasu, ga prepuščala ruskemu vplivu in se usmirjala k članstvu v NATO in Evropski uniji brez njega. Zato ni presenetljivo, da je Kremelj leta 2022 opustil posrednike in zanikanje vpletenosti ter poskusil bliskovit vsestranski napad namenjen hitri zamenjavi oblasti. V zadnji epizodi Vojna v Ukrajini in njen razvoj, ruska hibridna vojna tudi napram Evrope, Belorusija kot rusko izhodišče in Evropa, ki je zamudila priložnost za mir. Katere nauke lahko potegnemo iz 3 desetletij nesporazumov in čedalje hujših konfliktov med Zahodom in Rusijo?